ne veš, kakšen je občutek, ko ti nekdo poliže stopala. Zdaj bom jaz delila še en problem z mojimi podplati. Pač jaz nimam problema, niti z umazanimi stopali nimam problema, z nobenimi stopali. Sem da jih ne rabim jaz za to usta. Ja, jaz sem tle zato, ker je Lucija mi rekla, da je moja misija danes, da sem zabavna. Ali bi raje, da ti partner masira stopala vsak večer? Ja. In Lucija je zdaj en teden raziskvala fetišna stopala. Lucija bo imela čez en teden fetišna stopala. In pa si predstavljam, da bi moj partner moje podplate polizal in pa bi mi dal lupčka s tem. Moj partner je enkrat poskušal sesati moje prste na nogi na družinskem pikniku pod mizo, medtem ko smo vsi jedli. Kje so bili vsi? Da niso videli, da je on kar nekaj zdaj pod mizo tam krtko. Zakaj pa nastane food fetiš? Imamo tudi o tem kakšne informacije. Dragi moji, ful sem vesela, da vam lahko predstavim novega generalnega sponzorja podcasta Lahko to ostane med nama. To so Skin kondomi. Jaz sem tako vesela, da imamo njih za sponzorje. Oni nimajo samo kondomov, by the way, imajo tudi seks igračke, imajo tudi lubrikante, ampak to je edina znamka kondomov, na katero jaz prisegam, tako že od nekdaj. Sem že o tem posnela več videov in so jih končno opazili in zdaj so kar sponzorji. Skratka, to so kondomi, ki niso iz lateksa, ampak so iz Poliizoprena. Kaj to sploh pomeni? Da so primerni za alergike ali pa za tiste, ki smo vsem preobčutljivi na lateks, da so bolj prožni in pa tanjši. V bistvu imaš občutek, kot da nimaš nič gor. Mislim, meni se je zdelo, ko enkrat probaš skin kondome, ne moreš iti več nazaj na navadne. Ampak a veš kaj, čeprav so tanjši, to ne pomeni, da bojo zdaj manj vzdržljivi. V resnici jaz sem opazila, da so veliko bolj vzdržljivi. S temi kondomi se mi niti enkrat ni zgodilo, da bi mi počul, medtem ko s kakšnimi drugimi se mi je. In to je bil tudi glavni razlog, da sem potem na te prešla, ker od takrat nimam nobenih težav več. Pa še to foro imajo, da je ta njihova embalaža taka prav posebna in ne šumi tako, kot ponovadi šumijo embalaže, tako da ga lahko zelo neslišno odpreš. Ok. Ker so nama tako všeč ti kondomi, smo se pri Pitchpop odločili, da dol vržemo čisto vse ostale kondome in zdaj prodajamo samo še Skin. Dobiš jih pa valjda tudi v tvoji najljubši trgovini, Mercator, Spar, Tuš, karkoli že. Zdaj pa uživi v preostanku epizode. Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara. Itak da. Dobrodošli v podcastu, a lahko to ostane med nama. To je podcast, kjer govorimo o seksu, o kinkih, o fetiših, o partnerstvu in vsem, o čemer se ne govori, pa bi se res moglo. In danes končno o food fetišu. Wow, gledamo se vsak ponedeljek. Hvala, ker si vedno z nama, hvala, ker lajkaš, se subscribaš, deliš in hvala, ker napišeš kakšen komentar. Recimo danes napiš komentar uno stopalo. Oh my god, ja, nujno. Ja. Joj, ful mi bilo dobro, ker sem včeraj gledala, ker so ljudje dejansko komentirali. Pač, komentarji so sami emoji, ki so rekli, da ga morajo komentirati. Ne vem, je to dobro za algoritem, da so samo emoji, ni glih najboljš, ne? Napište zraven Sara pa stopalo, recimo. Ali pa Lucija. Okay. Ja, ali pa Sara in Lucija. Sara plus Lucija. Forever. Drugače pa, ne vem, če veste, zdaj že veste. Gledamo se tudi na Arena TV. Ja, kdaj že? Vsak, bomo to kar pogledali, ponedeljek in četrtek. Ob 23. Spet sem hotela reči torek in četrtek. Zakaj imam jaz torek in četrtek? Zato, ko imam takrat pol dan. Kaj bi bilo bolj logično, ne, da ni v ponedeljek 2 epizodi tle in na televiziji, ne? Ampak glej, če ti je to premalo, kar zdaj gledaš na premieri, to zdaj tisti, ki gledate premiero, potem, ko je tega konc, lahko še na Arena TV pogledate eno epizodo za nazaj, ki bo pač, ki se predvajajo ta stara epizoda tam, dokler se ne. Catch-upa. Ok, še preden začnemo zares, en disclaimer, če te osebine o spolnosti ne zanimajo, pa se spremljati za njih, ne poslušati tega podcasta. V glavnem, ta epizoda je zelo velikrat pač veliko ljudi je pisalo v DM-se, da ne o tem govorimo. In jaz bom nekaj zdaj čisto iskreno povedala, jaz se tega nisem lotila zaradi tega, ker se mi je zdel toliko obširna tema, da nisem vedela, kje sploh začeti. In sem jo pol kar odlašala in zdaj kar Sara reka, da bom imela o tem. In zdaj sem pač samo tako, zdaj sem pa malo poglobila. Pač eden je pisal, ko sem glih odgovarjala na milijon teh sporočil in je bilo tako, joj, dajte o tem posnet, meni se je pa dolgo časa zdelo, da hočejo, da posname v food fetishu sem zato, da bi lahko se naslajali, ne? Ampak pa se mi pa v resnici zdelo, sem res, to je ful dobra tema v bistvu. Ne, drugače je ful fajna, ampak je tako, meni včasih, pač jaz včasih, ko so kakšne take teme, ki so v moji glavi ful široke in je ful veliko zapovedati, se jih kar malo strašam in sem tako, I want to do it justice in nočem kaj spustiti pomembnega, hočem vse aspekte prikazati in pa me to malo skrbi. Ampak, jaz, kada meni nekdo nek deadline, jaz pa to se usedem in naredim. In meni bo ful dobro, jaz sem tako res,
A veš, kaj, to sem že večkrat tako malo raziskovala, pač, ampak po delčkih, ni bilo ono, da bi se res usedla in zdaj bom pa naredila research glede tega. In sem prebrala funenih blogov in enih člankov in pogledala enih videov in ne vem kaj. Tako da, danes bomo govorili zdaj o tem, ene par zanimivih zgodbic mava in malo bo tudi mi to komentirala, ne? Ja, jaz sem tle zato, ker je Lucija mi rekla, da je moja misija danes, da sem zabavna. Tako da bomo videli. Ja, no, da nam sam jaz tle pametna. Ja. V glavnem, aspiring seksologinja. Sem pa zdaj tle naredila, v bistvu zaradi tebe, Kaj? ker si pač predlagala, da se naredi icebreakerje, ker drugače imamo icebreakerje, samo ker so gosti. Ampak vem, da vas sicer zanima, kakšno je najno stališče glede teh food fetišov in bo naredila icebreakerje zaradi tega, da boste že takoj vedeli, kje mi dve stojiva. Okay. Pa ne vem, imamo to kaj dodati v tej epizodi ali ne. Ziher, vsaj zabavo. Ja, upamo. No, tako da, prvi icebreaker je, ali bi raje, da ti partner masira stopala vsak večer, Ja. ali da ti vsak večer pripravi večerjo. Da mi vsak večer zmasira stopala. Ja. Jaz bi pa raje, da mi vsak večer pripravi večerjo. Ampak ti masira stopala pol ure, pa res ti jih dobro zmasira, ne uno, ker nekaj imaš. A ja, ti ne maraš svojih stopal. To je problem. No. Ej, vprašaj me potem, ker ne bom imela več tega kurjega, kaj imam že? Ni kurje oko, ampak TMI. Ne, bradavico imam na podplatu. Se tu že vsi vemo. Ja, to sem že stokrat povedala, ampak pač mene to tako. Kaj pa, če bi bil robot, ki bi ti masiral stopala? Tu pa bi. Pa ne vem. Pa če sem imela po mojem, moja stopala zmasirana 2-krat v življenju. Po mojem imaš ti neke travme. Mogoče. Tako zgleda. Sara mi je rekla. Joj, včeraj se mogo, ja, da je boje. Lahko poveš ti, kaj si mi rekla. Ja, fora je, da je zadnjič sem jaz nekje prebrala, da veš tu, kako se fetiši razvijajo lahko, ne? Samo tako, da neko temo ful raziskuješ in pol tvoji možgani ne vejo, oni ne razločijo, ali je tebi to čudno ali je dobro, oni sem vejo na koncu, da imajo fetiš na to. In Lucija je zdaj en teden raziskvala fetišna stopala in včeraj mi čist vesela govori, kaj vse je ona našla, raziskala. Lucija bo imela čez en teden fetišna stopala. Market. Pa bomo videli. To je tako, Ful bi bilo smešno, tu bi bilo ful zabavno. Če tako kar enkrat bi hotela iti čez en mesec pogledati nek pornič, pol ne bi nič, ti bilo dober nič. In pa bi ena stopala prišla in bi ti bilo dober. Jaz drugače mislim, da jaz ne bom imela več tega ogabnega pač na podplatu, meni se bo nov svet odprl. Tako. Boš tako januarin na vrste. Jaz mislim, da mene to toliko drži nazaj, ker mi je tako na živce mi gre, ker je pač huge in pač zdaj si mažem z eno stvarjo, pač od tega doktor Gorkič so mi dali eno stvar in mislim, da sem jim celo pokazala in so rekli, ti bomo dali kar 2 te stekleničke, ker verjetno ne bo das. Zdaj sem to že tako po mojem več kot 5 let. Pa se izboljšuje. Pa včasih se mi zdi, da hoče se malo tako od probih odstraniti, včasih se mi zdi, da je isto. I don't know, zdaj pač to si moraš enkrat na teden dajati, ker je tako močno. Jaz si dajem zdaj tako na 5 dni, 4-5 dni, tako da se dajem več kot enkrat na teden, ker hočem pospešiti vse skupaj in ja, bomo videli. Tako da, vprašajte me takrat. Drugače pa to sem po mojem že tudi povedala, ampak se mi zdi, da v tej epizodi da moram nujno. Moj najljubši podcast o seksu, Horrible Decisions, one dve sta imeli vsakič icebreakerje take za gosti, da sta jih vprašali, ali bi raje lizal rit ali lizal podplat, oziroma sucking on toes. In pač njima je bilo vedno logično, da, mislim, za njiju je bilo najbolj logično, da bi lizal rit, kdo bi lizal podplate. In toliko sta o tem govorile, samo zaradi tega, da je eno od njih ima zdaj pač fetiš na podplate. No, samo od tega. Tako da mogoče bom jaz, Mandy bi. Ja, ali pa bom imela fetiš na bradavice. Ali pa s podplati z bradavicami, da bi ti bilo tu. No, pejmo. Pač, pa da ne boste mislili, da karkoli king shameava tukaj, ker tukaj si gre izključno za to, da je so moja stopala pač tako, niso mi v redu, moja stopala mi grejo na živce, moja so mi ogabna. In pa si predstavljam, da bi moj partner moje podplate polizal in pa bi mi dal ljubčka s tem. Pač to je, kot da bi jaz polizala moj podplat in jaz ga ne bi nikoli za noben denar polizala. A veš, kaj mislim? Tako da sploh, pač to je samo ta moj pred nečistimi stvarmi problem. Tudi, če bi imela jaz recimo, ne vem, tle na roki to, pač pa bi bilo tudi to po moje ne. Bi rokavice nosila. Pač grozno, upam, da se mi to nikoli ne naredi na roki, jaz bom to pa res treba. Ne vem, kaj bom naredila. Joj. V glavnem, ja, jaz imam,
Zdaj že veste, kakšno je moje stališče glede podplatov, tisti, ki ste mogoče prvič to gledate, ker drugače sem že večkrat govorila o tem. In ja, ok, naslednji. Ali bi raje, da ti nekdo poljublja stopala v javnosti, ali da ti nekdo poljubi stopala pred tvojimi starši? Kakšno je to vprašanje? To se pravi, v javnosti, kaj da se nekdo kar skloni in ti začne, a to je nekdo, ki ga poznaš? Ja, ne vem, kdo je to napisal. Jaz, ne. vem. Ja. Uh, Ok, recimo, da je ta nekdo. Pred mojimi starši. Ja? Ja. Meni se zdi, da bi se tu zdelo jim cute. Tako, wow, kjera kraljica je Sara ali neki. Ja, Se ne bi jaz si lizo. predstavljam Jana, da bi mi pač to, da bi mi pred mojimi starši in mi je tako. Se mi zdi malo preveč tako PDA za pred starši, če pa pred nekimi neznanci v javnosti mi je pa tako. Ja, razen če greš ven na večerjo in si se ti glih oblekla in se ne moreš prekloniti, ker si moraš petke obuti in ti on mora petke obuti in potem ti prime nogo in ti da kolupčka na nogo in ti Wow. obuje čevelj. To pa zveni mi čisto cute. Ja, ne? No, v tem primeru pa to izberem. Ja. Ali bi raje, da ti partner kupuje drage čevlje in jih potem voha, ali pa da ti nikoli nič ne kupi? Briga me, če boha moče. A ne? Lahko mi kup 100 čevljev in pač najkar če dela z njimi. Pa. A ne? Jaz sem, da so čisti zjutraj, kaj hočem jaz obuti, that's it. Zdaj bom jaz delila še en problem z mojimi podplati, stopali, a ne? Mogoče mi to vrača moje telo, zaradi tega, ker imam odpor do njih. Ampak pač jaz imam problem, ker imam te banjanse. Ja. To je ono, kar imaš na teh, kako sploh se temu delu reče? Pač tle, mi kost van raste. Po tam mojem, pri da se prav prstu. reče banjan. ali ne? Ja, banjan je, ampak ne vem po slovensko. In fora je v tem, da meni nobeni čevlji niso. Pač, meni ni vsak čevelj prav, v širino. Mene toliko bolijo eni čevlji, da bi lahko kar umrla. Jaz, ko mi dobim nekaj, da mi je v redu, te sandale sem iskala v trgovini 100 let, zdaj si gledam moje podplate. Te sandale sem v glavnem To iskala. epizodo bodo itak vsi gledali vse podplate, tako da... Ko mi sem jih najla zaradi tega, da so pač ti trakci glih tako, da mi pač ne vežejo čez. Tako da, meni je bilo ful bedno, da bi mi on kar ene čevlje kupil, ki jih jaz ne bi probala, ker mi večino jih sploh ne bi bilo v redu, jih pol niti ne bi mogel vohati, ker bi sam vohal nov von po čevljih. Tako da, ampak še vsem raje to vidim, kot da mi nikoli Ja. nič ne kupa. Ne. Ja. Ampak Če ja. bi ti jih dal skupaj, bi ti bilo vseeno prav. Ja. Ja. No. In še Meni se zadnji. zdi, da si se ti zato izogibala te teme. Mogoče tudi. Kar je? Globoko v sebi. Ja. Ojoj. Ali bi raje, da ti nekdo med seksom poljubi samo stopala ali samo popek? Nič od tega. Ali lahko prosim, ne samo en del telesa. Kako to misliš? Je pač sploh Samo- ne ljubčka druge, kot po popku ali pa po podplatih. podplatih. Bi rajš, kot po popku. Res? Ne. Jaz bi pa raje po popku. Kaj pa Ampak če bi... ja. Ne, pa če bi imela popolne podplate, bi tudi po podplatih. Jaz bom imela enkrat popolne podplate in wait and see. Pa si bom šla še to trdo kožo odstraniti, Ja. manikuro bom šla. No, jaz ne bom imela nikoli popolnih podplatov, meni se zdi, da so noge za hoditi, ok? In pač jaz, če se trudim v življenju imeti najbolj možno urejene podplate na svetu, to meni vzame toliko časa, da se zdaj nimam jih. Sploh. Pač tu moraš skozi to kožo, ker ni fora, da ti odstraniš kožo, ampak je fora, da si moraš tu skozi mazati. Ker ni fora v koži trdi, da kaj greš enkrat odstraniti, ne? Oni imajo skozi te fancy punce, imajo skozi neke nogavice gor, vlažilne. Zmešalo se mi bo, če bom tu Nekaj mogla povem. nositi. Oj, Jaz sem oj. zdaj začela z vazelinom mazati podplate. Pač to so tako mehki pol. Crazy. Ker sem si kupila vazelin za te, ker si moš namazati okrog tega, te bradavice, preden si ti Aha. naneseš, za tega, da slučajno ne pride na kožo, ker ti pač kao zažge pol kožo, čisi ni grozen. Sam jaz tega zdaj, pač jaz ne morem tega uporabljati, imam okrog vazelin, se mi zdi, da pa sploh ne pride tista palčka do Ja. bradavice, pa si zdaj mažem tako cel podplat, si namažem z vazelinom, ki je full vlažilen in to se ne vidi zdaj le suhe kože, to sem si včeraj naredila, sem tako Ja, in je fantastično. Tako da, ja, mogoče. no, sem ne pa bom že to getting nikoli there. naredila, ker me moti ta občutek sluzastosti na nogi. Tu ne bom nikoli si mazala. Ja, se to ti bi umrla. Ja, bi. Enkrat sem probala si namazati in dala nogavice gor. Obupno. No, jaz nimam problema, niti z umazanimi stopali nimam problema, z nobenimi stopali. Sem da jih ne rabim jaz za to usta. No, Če so pa ful lepi, so mi pa celo ful lepi.
Ja. Jaz si pa drugače točno to naredim, namažem si in potem dam štumfe gor in potem s tem spim, zato ker pač itak ne moreš hoditi po stanovanju s temi namazanimi podplati, ker potem bi te zdrsno in bi Ne, umrl. Kva? Imobiliziran si. Ja, Ja, tako da, koliko imaš ti food fetiša od 1 do 10? nimam glih food fetiša, bi pa rekla, da mi je stopalo isto kot roka. Ali pa isto kot ušes. Če bi tvoj partner, ok, a veš, kaj te vprašala, potem, ko prebereš tole zgodbico, me zanima, kako bi se ti počutila v tej situaciji, ok? To je ena punca, je napisala, da rabi mnenje. Okay. Zdaj pa izvoli. Hvala lepa. Punce, rabim vaše mnenje. Z bivšim fantom sva bila skupaj 2 leti. Najprej mi ni povedal, da ima food fetiš, ker je imel slabo izkušnjo z bivšo, ki ga je zaradi tega sramotila. Ko mi je fetiš končno priznal, sem se trudila biti odprta, ampak priznam, da me je presenetilo, kako daleč je šel. Hotel je, da mu med seksom ližem stopala, da nosim iste nogavice več dni zapored in celo, da mu pošljem slike svojih stopal po vsakem tušeranju. Vse skupaj mi je postalo malo preveč in nisem vedela, kako naj mu povem, da mi ni udobno. Počutim se krivo, ker ga nisem mogla sprejeti takega, kot je, ampak istočasno sem imela občutek, da je fetiš postal bolj pomemben kot najin odnos. A sem jaz čudna, ker me to odbija. Kako partnerju postaviš meje, če ti je nekaj preveč? Ste bile kdaj v podobni situaciji? Samo malo pauza. Intimni kotiček sva pozabile. Ja, sej vem. Ampak štuliva zdaj noter ali bo potem? Ma bova potem. Zdaj smo že prebrali zgodbico, pa lahko po tej zgodbici. Ali pa na koncu. Ja. Ali ne, bo tu narobe? Ne, vse boste počakali, ne? Če ste že tle. To vam izreš, ampak ja. Ne, tu mora noto stati. Kaj je bilo čiski od? Intimni kotiček pozabile. Ja, prav, intimni kotiček bo kasneje. naj vejo. Pač, jaz sem se zavedala, da smo ga spustili, ampak se mi je zdelo zelo logičen postopek, da gremo na to zgodbo. Okay. Ja, prav. V glavnem, a si bila kdaj v taki situaciji in če ne, kaj bi naredila? Ne, nisem bila nikoli v taki situaciji. Zdaj, lej. Če imaš ti fetiš na moja stopala, v redu, ni panike. Lahko ti pošiljam slike po vsakem tuširanju, tudi kadarkoli. Lahko tudi nosim nogavice več dni, ampak za to bi mogel plačati mi malo. Tudi če tvoj partner. Tudi. To je pač z nečim bi mi mogel plačati, jaz ne vem. Pač neki bi mi mogel dati v zameno. Ker veš, tu je malo, ni mi tu najljubša stvar na svetu, razumeš? Ja, čisto je drugače, kot če ti nekdo med seksom liže, pa stopalo, razumeš? Tu je tako, neprijetno bi mi bilo nositi 3 dni iste štumfe, kaj zdaj bom jaz trpela 3 dni za to, da bo on lahko vohal te štumfe. Naj mi da nekaj v zameno. True. Ja. Se če daš ti neki njemu... Ja, sem ne svoje umazane štumfe, ker to me pa ne zanima, res ne. Tako da, pač, lej, jaz ne bi nobenemu lizala stopal, razen tako eni čisti punci. Ne bi čistemu moškemu, niti umazanemu. To res ne bi. Pač tle se vstal. Druge stvari komoto se. Okay. Ja. To je to. Se pravi, on ima fetiš, ne sem nastopala od drugih. Tu, da mu nekdo njemu liže stopala. Ne, mislim, da... Vse, ne? Vse skup. Čakaj, to tudi zdaj pa sploh ne vem. Ja, je rekel, ja, da... Je rekla, da... Aha, hotel je, da mu med seksom ližem stopala. Ja, ampak to Ja. pošilja smo mogli tako. Bi ti lizala stopala med seksom. Je še čisti punci, ne bi. Vem, ampak Čistemu fantu pa... No, kaj če Tudi bi ne. jaz zdaj rekel, če se hočeš znano poročiti, mi moraš lizati stopala. Ja, sem tole moram povedati, preden nadaljujemo. Se ti je kdaj zgodilo, da si čist pozabila nase? Pa da ti je ob vseh stvareh, ki jih imaš v življenju za narediti, ful padel libido? Meni se je tudi to zgodilo. Zaradi tega smo z ekipo Ulala šle all in smo razvile prav svoj napitek za podporo libido in energiji za ženske. To je ena taka mešanica adaptogenov, vitaminov in aminokislin, ki nam ženskam pomaga, da lahko končno spet začutimo sebe in dobimo nazaj tisto iskrico. Ker pač libido ni samo tisto, ful si želim seksati, ampak je tako neka taka najbolj pomembna življenjska energija. Preden smo mi razvile Passion Potion, sem jaz probala že milijon enih drugih stvari za libido. Pa napitke, praške, kapsule, ampak nobena od teh stvari mi ni bila zares ok, nobena ni tako popolno pasala v mojo dnevno rutino, kakor paše Passion Potion. Jaz si Passion Potion najraje privoščim popoldne, ko opravim že vse svoje delo, se usedem na kavč in si vzamem tistih svojih
5 minut in samo uživam. Ampak Passion Potion ni samo en tak božanski mango pasijonka napitek, ampak je tudi funkcionalen. In sicer jaz sem po 3 mesecih rednega testiranja opazila ogromno izboljšavo na libido. To pomeni, da zdaj na čisto random trenutke pomislim na seks, bolj spim, manj me motijo vse stvari in lažje se v življenju sprostim, pa še popoldne mi ni treba hoditi več spat. Če hočeš tudi ti svojo merco libida, energije in dobrega razpoloženja, pa skoč na ulala.com in si prvošč svojo vrečko. Zdaj pa gremo nazaj na epizodo. Ja, če bi bil to njegov non-negotiable, se pač ne bi mogla poročiti z njim. Po moje. Pismo, čeprav pa, a veš kva? Jo, ne vem. V redu, če je A tako. veš, ko tako pomislim, ko mi tako rečeš, sem tako, itak da ne, ampak kaj pa jaz vem, da bi bila midva tako, da bi me gledal tako lepo s tistimi učki in bi rekel, ja, Lucija, meni bi to ful pomenil. Če bi mi rekel tako, kao, če ne boš pa se nova poročila, bi rekla, fuck you, ne bo se poročila. Ampak če bi pa tako lepo rekel, pa bi vedela, da mu to ful veliko pomeni. A veš, malo drugače, če baš nekoga tako malo rad pa. Ja, a veš kva, sam bi mogla biti jaz, po moje pa mogla jaz noge umiti. Ja. Jaz bi mogla noge umiti in pol, ko bi prišel ven iz tuša, bi mogel stopiti na čisto brisačo in potem bi si mogel dati čiste štufe takoj gor in iti do postelje s tem in tako ne bi se smel te podplati ničesar umazanega tak. Tako, bilo bi zelo velike njih stvari, da bi jaz zagotovila, da pa ne pač, hvala Bogu, nima teh težav. Na enem nohtu ima glivico, na uni nogi, ki ima glivice na nohtu, tam ne bi se niti približno. Una druga noga pa recimo. Sorry, smejim se, ker tebe res stresirajo ta stopala. Ti si kar tako, ne smejo se dotakniti. Ja, veš kaj, za Jana bi naredila izjemo. Okay. Zato, ker ga imam rada. No, sem ne vsakič, ne. Ne, vsak seks hoče, da... Pa kaj, misliš, da bi vsakič se mi dal tam 10 minut najprej noge proti in skrbi, da bo protokol, da bojo čiste prišle? Ne. Ampak bi pa kdaj naredila to za njega. Evo. Ne vem, če sem že kdaj imela od kakšnega tujca noge v ustih. A si imela že kdaj od koga noge v ustih? Svoje. Tvoj obraz zdaj je bil tako... Okej, ja, noč, to je pol spet ena taka epizoda. Ti si nisi nikoli grižla nohto na noge, ker si bila mehna. Svojih, mislim. Ne, jaz si še na roki nisem. Ja, no, ja, sej, itak, ampak... Ker sem bila dojenček, sem si zihar dala nogo v usta, ker to vsi dojenčki delajo, ampak kaj več od tega ne spomnim se. No, jaz tudi, ker sem nedojenček bila. Ti si nohte na nogah grizla. Ja, pa ne tako aktivno, veš, skus, ampak recimo, če sem šla spat in se mi ni dalo vstati in sem imela nekaj narobe na nohtu. Narobe. Pa nekaj je bilo narobe. Ja. In se nisem imela priložnosti vstati, ali pa sem bila na potovanju in nisem imela priložnosti. Sem pač odgrizana. Never have I ever. Odgrizala. Mislim, da me je tu Hana naučila. Vidiš, ker... No, eto. Pač, meni se je to že velikrat zgodilo, da sem imela neki čuda na nogi in pol ne moreš sploh spati, ker se ti zatika ob kovter in je najbolj gadan feeling. Ampak jaz zberem uno moč, tudi če nimam, jaz zberem uno moč in grem do kopalnice in vzamem čipalko in odstrižem to. Še s prsti si ne morem, kam je tako, mene tako mot, kaj ni ljudje, si tako skozi manejo noge, podplate, veš, tako, se tako pogovarjaš z njimi, a veš, ampak če to ti daš, mi je vse, jaz govorim tako o ljudeh, s katerim imaš potem kakšen odnos, ampak, da si tam mane noge in pol, da bi se s temi rokami mene dotaknil kjerkoli. Ti si prej hodil s temi nogami po tleh in zdaj imaš umazano in zdaj imaš to ti na rokah. Jaz se skozi neki po nogah. Jaz, če sedim za mizo in delam na računalniku, ja. Jaz pač, kolikor da so moji prsti na noge en fidget. Pokažite zdaj od Lucije obraz, kakšen ima, da ne boste mene snimali med tem, ko tu govorim njorte. Mislim, great. I can't. No, to za mene ne bi. Eto, kakšen. Gremo naprej, v glavnem. Mislim, da sva. Kaj pa bilo že vprašanje? Ja, vprašanje je bilo, kaj bi ti v tej situaciji naredila. Aha, pa kaj bi ti? Ja. Prvo je tem, da to zgodbo je Sara provajdala, in so bili potem odgovori na to vprašanje, take, kot jih bo zdaj prebrala. In pol sem jaz si mislila, ok, ampak ne moramo zdaj, ker to je ena stran tega, ne moramo samo te strani predstaviti, ker pa bojo ljudje mislili, da, naprimer, če imaš tisti, ki imajo food fetiše, da ne bo nikoli najdel nobenega partnerja, ki jih bo sprejel. Niso vsi taki, kot jaz in te odgovori, ki jih bomo zdaj prebrali, tako da sem potem
prebrala mnogo blogov in zbrala še nekaj drugih raznih aspektov, ki jih bomo potem v nadaljevanju epizode predelali. Ampak za tiste, ki pa se isto počutite, so pa te odgovori za to, da boste pač vedeli, da je to normalno, a ne? Mislim, jaz poznam drugače v resnici več ljudi, ki so jim stopala čist navadna, kot pa taka, ki so jim ogabna. Jaz sem po mojem tako grdos na ekstremu tega spektra. Ja, po moje tudi. Nisem še spoznala tako nekoga, ki bi mi bil tako ogabno. Jaz Čeprav sem. nekdo, ena punca, enkrat ne more videti stopali. Kdo že? Ena moja kolegica ima pa fobijo pred stopali. Ja, to bi sem- Ona pa ne more, pač ona pa tako, ona pa sam da vidi stopala je tako. To sem pa že slišala, ja. Ja. Ko ni tudi malo tako mislim, čudno, zanimivo pač. Kako je to mogoče? Vem. Da isto, kot da bi jaz imela fobijo na roko. Ja. In kaj je Ja, v bistvu saj. isto, sem da je navzdol. Razumeš? Ja, Zabavno, zanimivo se mi zdi. Sam na roko je še vse slabš, ker roke skozi vidiš, podplatov ne vidiš skozi. Ja, eni baje jim je poletje bedno, ker morajo okrog hoditi in so ljudje v teh natikačih. Ja, to je ona. Sem tako gor gledala, ko hodim. Ne bom Ja. nič videla. Odgovori. Moj bivši je imel food fetiš in najprej se je začelo z nedolžnimi masažami, potem pa je želel, da po več dni hodim v umazanih nogavicah in mu jih pošljem po pošti, ko je bil na službeni poti. Poskusila sem, ampak me je res odbijalo. Ko sem rekla ne, je bil žaljen in mi rekel, da sem dolgočasna in vanila. Vsak tvoj vrst na koncu je tako. Ja, sej bi ti tudi poslala Janu, če bi šel zdaj Jan za 3 tedne v Barcelono. Ja, itak da bi mu. Itak, da bi mu, pa Pač, se jo predaš tu, pa bi mu najmanjši poslala. problem. To bi pa valjda. res drugače, to bi bilo pa tako. Pa če jih voha tam, kam mene ni zraven, what do Ja. I care? Ja. Malo umazane roke, ampak vse ni mene zraven, da bi se me dotikal s temi umazanimi rokami. Ja. Ja, pač, mislim, mene ne odbija to tako zares. Veš, kako je to drugače enostavno darilo za Ful. nekoga? Nekdo, da ima food fetiš. Koliko ti je to dobro, veš, koliko malo rabiš, da res da ga osrečaš. Ja. Pač po eni strani, ko pomisliš, to je blessing in Samo disguise. lahko hodiš tako po njemu. Malo bo tako podplaten, veš, sploh Ja. ne rabiš, sam se zuješ, Ja. se tako tralala Ja. in je vesel. Pač pusto, da joške pokažeš. Ne. Lahko sem stopala. Ja. Pač jaz mislim, da je razlika v tem, ali je tu nekomu več tako dodatek, ne, kakor king, kakor joj, meni je pa najljubša stvar od tvojih oblačil tvoje nogavice. Ok, v redu, ne, ker sem ti jaz še zmeraj ljubša, kakor vsa oblačila, ki jih nosim, ne. Ampak, če ti je pa najljubša stvar namen moje nogavice, tu mi pa ni glih najljubša. Ne? Ja, sej to. To so tudi ene tle rekla, da, Ja. to jim je, da se bolj počutijo, kot da je to najboljši del njih. To pa ja, je pa Ja. problem pol mal. Moj fant je hotel lizati moja stopala potem, ko sem bila na teku ali v fitnessu. Rekel je, da mu je von in pot še posebej všeč. Prvič sem skoraj bruhala, a ga nisem hotela kingshameati, zato sem mu to dovolila še nekajkrat. Ampak meni je bilo res preveč. Ja, jaz bi mogla o tem malo razmisliti. Tako, če bi mi nekdo rekel, da tako, ko pridem iz Triglava, hoče mi lizati stopala. Veš, kaj se meni zdi drugače? Tako, ker razmišljaš o teoriji. Se mi zdi ful več stvari takih no-go, ampak pa, ko si ena na ena, pa ti nekdo tako reče v zasebnosti, pa tako neka una intima je med vama. In to se mi zdi, da ful več stvari lažje spremeš. Ker tudi tako, ko pomisliš v zvezah na splošno, koliko enih stvari sprememo od partnerja, ko so tako mogoče kdaj red flagi, ko bi ti kolegica to povedala, pa bi bila tako, kaj je naredil? Ko pa te to naredi, si pa misliš, ok, ne mu bo, pa nobenemu ne poveš. Ja. Tako se mi zdi, unika vas je strah to povedati partnerju, pa to je samo kako poveš, način kako poveš. Ja, se Če strinjam. imaš nekdo rad, bo mrskaj probal. Ja, meni se ne zdi nič od tega tako težko. Čeprav, še sploh, če mu moraš dati sem nogo, recimo v usta, štekaš, če mu ne rabiš lizati tisto pal, tle se mi zdi tako bolj, da lahko bolj mejo, recimo, Jaz se imam pa ne jaz bi tle. mogla lupčkati en teden. A, če bi lizal tvoja stopala. Mogoče, ampak ne vem, mogo bi pol se vmes zobe umiti pa ustance. Ne bi mogla drikati, nikakor. Meni tudi ne bi bil problem. Pač neki kompromise bi potreboval. In tudi mi že ni bil, ti ni noben nikoli dal noge v usta tvoje. Med seksom. Ne. Čakaj zdaj, da se odkašljam. Nikoli še nisi noben polizal stopala. Ne. Ti ne veš, kakšen je občutek, ko ti nekdo poliže stopala. Ne. Mislim, da
bi dovolila jaz to. Lucija! Jaz, ki nisem imela te pravice, sem imela pa eno drugo. Tudi mačka ali pa kuža ti ni nikoli po nesreči polizal stopal. Ok, v bistvu je kul občutek. Enkrat mi je, ja, drugače, a veš, kaj sem rekla, da sem imela po moje 2krat zmasirane podplate. Yeah. Enkrat sem imela, ko mi ni bilo kul, ker sem bila na eni masaži, pa so mi šli kar na noge, pa nisem pač hotla. Enkrat mi jih je pa Eva, pa sem mi dovolila, mi reka, če mi lahko ker nima bradavice gor, je bilo fulover drugače. Ja. Vse vem, vse je dobro, sam, če imaš v glavi blokade, kot jih imam jaz, ti Ja. je dober. Ni, Ja. ne moreš. Tako da, Saj ti tu. si je bilo tako res special, da si potem tako roko umila in ne vem, kaj je to. Če tako spustiš to dejstvo, da vsi razmišljamo o tem, kako so noge pa umazane, pa po njih hodimo, pa fuj, ne? Če tu sem spustiš, probaš spustiti iz glave, je v resnici ful dober občutek, tako za res. Če ti nekdo recimo liže ali pa lupčka stopala, zdaj sem pa pomislila, ne, tako, veš, ko tu razmišljaš o tem racionalnem prostoru, ki sva midve zdaj, ne, ki ni med seksom, ne, je tu stukrat tako več enih komponent, ki jih moramo razmisliti. Ampak polka pa seksaš z nekom, tu je stukrat več stvari dovoljeno, razumeš? Ker ni res tako. Res je. Ful, nič te ne boli, nič te ne moti, če ponovadi, sem greš. No, in jaz si predstavljam, da če tako seksaš in ti ležiš na hrbtu in imaš eno nogo tako ob strani, eno pa tako gor, na rami. Ja. Okay? In če on sem prime to nogo, to je zdaj tips za vse, ki ne veste, kako bi poskusili, če je to v redu ali ne. In pol daš sem to nogo dol iz rame in ji daš na nard tle gor, ne na stopalo spod, lupčka. In pol daš sem nazaj. In če kaj trzne, pol je verjetno ni mogoče čist najljubše. Ne, drugače, Ne? na narcem še pa dobla lupčka med seksom. A. Zdaj, da razmišljam o tem. No. In to je pa drugače. Ja, nart mi ni tako mazan. Okay. No, pol naslednja točka je, da poližaš en prst, palc mogoče. Tako čist nekje vmes, isto mogoče v tem položaju. Ta je najbolj tak, da lahko tako vse zakamufliraš, kot da ti tega nisi načrtoval v glavi. Veš, štekaš, ker imaš glih nogo tam zdraven. Ja, ja. In kadar imaš tako neke dele telesa zdraven, ne, veš, ker ti pol, kar je zdraven, hočeš lupčkati. Tudi če ima tle zdraven, boš pač tle ugriznila. Razumeš? Ni res tako? Ja, ne, fair. Ja, tako da tu bi jaz svetovala, eto. Wow, lej sem se spremenila v food fetish svetovalko. Pač tako malo probaš počas. Tu bi jaz. Ja, Ker v bistvu, če bi bilo res ful neprijetno, ne? da sem stran nogo. Ja, a pa veš, če ti pol reče, da je bilo tu pa res, bi ti rečeš, joj, sem bil v trenutku, sploh nisem vedel, kaj sem lupčko tam. Nekaj je velikrat so to resnica. Naslednji odgovor. Moj partner je enkrat poskušal sesati moje prste na nogi na družinskem pikniku pod mizo, medtem ko smo vsi jedli. Bila sem čisto šokirana in sem mu rekla, naj neha, on pa je mislil, da je to zabavno. Še danes me zmrzi, ko se spomnim tega. To pa je malo crossing the line, če smo iskreni. To je spet ta public, javno izkazovanje neki. Ja, pa ni ga noben videl. Kaj pa veš? Kaj, pol tudi tu, ker recimo je tako en ful dolg prt na mizi in pol en moški tako spod pod tem prtom in ti tako liže piško med večerjo. Kdo to dejansko dela? Ja, v filmu sem videla in... Jaz gledam, da delajo, Če poglej. je kdo to že kdaj naredil, prosim, če nam pošljete sporočilo in 100% opišete. je. Zdaj se bojo javili tisti, ki so bili tako, ja, to smo videli in ni tako diskretno, kot sta Aha. mislila, da je. Pa itak, da, sorry, ampak te prti nikoli niso tako, da kar ne bi nič se nikjer, mislim, halo, v resničnem življenju. Ja. Kje imaš take mize, da je kar prt čisto dol in ne vidiš, da je nekdo zginil pod mizo. Plus, kdaj, kako je on prišel pod mizo? Kje so bili vsi? Da niso videli, da je on kar nekaj zlezel pod mizo tam. Kar tako. Halo, excuse me. To je tako, res filansko. Ne vem, zakaj jaz nimam tle nezga filtra talzga, da se mi tu ne zdi tako ful groznega. Mogoče, ker se mi še ni zgodilo, da bi videla, da bi videla te Ja. ljudi tako, ki se jih se mi Ja. še ni zgodilo v javnosti. No, upam, da se ti tudi ne. Se te? Ne. No, Sam si okej. pa predstavljam. Okay. No, ti bi bila šokirana, če bi se to zgodilo ti. Recimo, Kaj da bi Jan, bila jaz nek... Jan a zleze ja, pod to. mizo. In ti misliš, da gre on sem tam vzpod, da gre na WC. Kar enkrat začutiš, da ti se sa fucking palc na nogi.
Seš pa še reči, ne moreš, nehi mi se sad palc na nogi. Ne moreš to reči, ne? Ne, sam Brcneš ga. Ja. Grozno. Ja, nič ne. Tu jaz glih ne bi. Naslednji. Moj bivši je bil jezen, če sem si pred seksom umila noge. Oboževal jih je umazane in me celo prosil, naj stopim v blato, preden grem v posteljo. Na koncu sem imela občutek, da je zanj moja higiena problem. Aha. Wow, zanimivo. Njih obraten problem, kako Glej. imam jaz. Edina stvar, ki me... jaz imam zdaj kar neke solo monologe. Dej še Povej, ti kaj povej. povej. Pač mene tle mot, tale postelja me mot. Jaz nimam problema s stopalom v blatih, jaz skusno hodam bosa. In prav čisto vseeno mi je, ali so moja stopala umazana ali čista, ko jih nekdo leže, ker jaz itak ne vidim. Pač tako, razumeš? Ni mi to problem. Ampak, preden grem v posteljo, tu pa je malo, tako mi je. Ne? Blatna postelja. Tu bi mogla biti posebna postelja, sem za seks. Ja, grozno. Mislim, glih zdaj ta vikend, ko sem bila pri Janu in smo se nekaj pač tam na travniki smo fuzbal igrali nekaj pač s njegovim bratom in to. In je bil pač on boss. Ne, še hujš, še en dan prej. Ker ti se šel politik stuširati, preden šel v posteljo. Ampak, ko sem prišla zvečer, sta šla še rože zalit pri njemu. In je isto boss hodil tam po tisti travici. In jaz sem tako, jaz upam, da ni on že slučajno stuširal in bo šel zdaj s temi nogami pač v poslo. In sem se prav zadržala in sem tako, nič reči, dokler ne vidiš pač, kaj bo naredil, ne mu težiti, ne bi se una tečka, ki bo bila tako, a si bo šel noge umiti slučajno? In pa je šel po tuš normalno in si jih je umil, ampak sem bila tako, prav pod stresom sem bila. Jaz, ko sem njega videla, da tam boss, kot sem tako, da ne bo šel slučajno zdaj s temi nogami v poslo. Grozno. In isto pač tako, to mi je, grozno. Zanimivo. Tako da jaz tudi ne bi mogla to. Okay. Ne, ti si tu, da po travi hod, tu ni tako, tu po moje tole blato je. Jaz si to že hujš. Tako, prav v blato. Meni že po travi pač ne. To je malo tako, ne bi pol spala v tem blatu, ampak Pa veš tudi, če je bil jezen, to, da si ne umijaš, to je malo tako. Ne moreš biti jezen, če hočem iti jaz pod tuš. Sej to. Glavnem. Meni se to zdi popolna priložnost, da se malo pogovorimo, samo tako na hitrco, o tem, kako se spopasti s tako situacijo. Da si zdaj ti, recimo ženska, ki ti fant reče, da ima ta fetiš in ima potem te razne zahteve in želje in ne vem kaj, kako postaviti meje, pa kako pač pride do nekega kompromisa. Ja. Ker tukaj je to najbolj pomembno. Preden začnemo, bi jaz to dodala še. To sem jaz danes videla na TikToku in meni bo to tako en tak ful zanimiv revelation. Pa me ustav, če sem to že slučajno povedala na podcastu. Ampak ena punca je govorila, da sta šla s partnerjem na terapijo za pare. In ona rekla, jaz sem komi čakala, da bo šla midva na tisto terapijo, da bo terapeutka njemu povedala, koliko imam jaz prav in koliko ima on narobe in kaj vse on dela narobe in da me mora poslušati. In rekla, so šla midva tja in so pač povedala vse stvari. In potem terapeutka meni rekla, da pač je na meni, da se jaz zdaj odločam. A so to neke stvari, ki jih jaz lahko sprejmem pri njemu, ali pa grejo na razen. Mislim, ne glih, s terapeuti mislim, da ne rečejo glih peta na razen, ampak tako, da ni rekla partnerju, kao, da se moraš pa ti spremeniti, da boš njej ugajal, ampak je njej rekla, na tebi je, veš, kakšen je, kar dobiš, to vidiš, kar dobiš in zdaj se moraš sprijazniti s tem ali pa greš stran. In pa sem tako, wow, pač v resnici imamo mi kontrolo samo nad sabo in kaj mi naredimo in ne nad nekom drugim. In ne moramo pričakovati, da se bo nekdo drug zdaj prilagodil za nas in tukaj v tem primeru velja za oba in za tistega, ki ima fetiš, ne more pričakovati od partnerja, da bo sodeloval pri vseh aspektih tega fetiša in isto nekdo, ki jaz nekom, ki ima fetiš, ne more od njega pričakovati, da to ne bo nekaj, kar ga vzburja. Ja. Tako da... Veš, kaj se mi zdi? Zdi se mi, da smo tako strogi glede teh fetišov, veš, v smislu, ne vem, kje smo se to naučili, ampak tako, če recimo partner narobe pomiva nož, ga bomo naučili, kako si bi mi, ali pa mu pokazali, kako bi si mi želeli, da ta nož umije, pa ga kam ga odloži, pa tako, ne. Ful bolj je tako nekako sproščeno, ko ti pa nekdo pove, da ima pa food fetiš, recimo, ne, ti je pa ugabno, pa ti je verjetno za skus kar ugabno, pa skus si misliš, da je ta tvoj partner čuden, pol ne probaš pa najti nekega kompromisa, tako ko je takrat Eva v tisti epizodi, ko smo imeli s fetiši, kako se pogovoriti, ne, rekla, da tako obstaja lahko srednja pot teh stvari, ne.
treba je se pač malo potruditi. Ja. In tukaj potem zdaj vprašanje, je to partner, s katerim želiš biti do konca življenja in je to ena od stvari, na katerih si pripravljen delati, ali je pa to pika na i, ki rečeš ne, tukaj, to je konc, ne moramo. Ja, pa še tu, da se mi zdi, da smo tako hitro užaljeni. Nismo hitro užaljeni. Tako nekomu poveš, da ti je neki, ne vem, všeč, pa ti reče, ja, men pa ni, pa že pa si pol že king imaš in nesramen si, če ti ni všeč in ne vem kaj vse. Zakaj smo tako užaljeni? To je mene moti, recimo, eto. Moglo biti malo manj užaljeni. Ne še narobe, če hočeš lizati umazane noge. Jaz tudi sem marsikaj že tle povedala. Pa, včasih je res, včasih te malo sram, ampak pol mine. No, evo, jaz smo tle zdaj malo step by step. Glavno, prvo, moš ti, to zdaj za partnerje, pač partnerke, ki ste z nekom, ki ima food fetiš. Najprej moš ti ugotoviti, kaj so tvoje meje. Kaj ti je cool, pa kaj ti res ni ok. Zaradi tega, ker težko boš ti to zdaj naprej skomuniciral, če najprej pri sebi ne razčistaš. Pa se to lahko tako v momentu, ko ti nekaj reče, pa nekaj probaš, pa vidiš, in si narediš mental check. To itak skozi govorimo, ampak uporabiš pač te jaz izjave. Ne rečeš, ti si toliko čuden s tem fetišom, ali pa pretiravaš s tem, ali pa na živce mi gre, ko skozi hočeš nekaj z nogami, ampak rečeš, jaz se ob tem ne počutim sproščeno, jaz si želim, da v seksu uživava oba, jaz si želim, da delava stvari, ki pašejo obema, jaz bi malo bolj uživala, v glavnem jaz. Vedno greš na se, ne drugega obtožuješ, ampak iz sebe izhajaš, ne? To je tako v vseh primerih, karkoli se pogovarjaš glede spolnosti, pa nasplošno jaz izjave. Pa to, kot si ti že prej fulaba rekla, da pač ločeš, mislim si začela v to smer, da ločeš osebo od tega fetiša, da to ga zdaj ne definira, ne pomeni, da je zdaj, ne vem, on pa čuden zaradi tega, ker hoče, da greš z umazanimi nogami v posteljo. To je neki glede njega, ampak to ga ne definira, ni zdaj on samo to, Ja, ko velikrat pol si mislimo, da nas on motne, a v resnici nas pač neka specifična stvar pri teh stvareh nas moti. Recimo, verjetno tebe moti, da so pač noge malo gabneti, pa umazane, kukar je res. Ja. Ne? Ne moti, da jih nekdo hoče lizati, se marsikaj hočemo lizati. Ne? Ja. In zdaj smo tle pri alternativah, ko vse to ugotoviš nekako, potem pa lahko rečeš, glej, ni mi cool, da grem z blatnimi nogami v posteljo, ampak če pač mi hočeš ti polizati moje čiste noge, mi jih lahko, samo ne mi dati ljubčka potem. Ja. Ali pa, če mi hočeš zvečer zmasirati noge, bom ful vesela, zmasiri mi jih. Sam bom imela štumfe čez mojo bradavico. Ja. Ampak tako, da najdeš neke kompromise, koliko si pripravljeni delati. Pa še to, da ustrajaš pri pač mejah, ki jih postaviš, da tukaj se pa potem pokaže, to je pa v bistvu bolj, da tudi vidiš, kakšen je partner, koliko je on pripravljen sprejemati tvoje meje, da če ti rečeš, da je nekaj mi ni cool, on ne bo zdaj probal te prepričati v nasprotno in ti ne bo rekel, koliko si ti vanila zaradi tega, ker tega nočeš, in te ne bo začel žaliti, ker to so take rdeče zastavice, da pač sam bruh in stran, ker s tem, da ti držiš svoje meje, tudi pač vidiš, koliko on tebe spoštuje in drži. Ja, hkrati pa pač, kako smo že stokrat rekli, se mi zdi, da te stvari se ful spreminjajo in ni nič narobe, če te on večkrat vpraša, kako se glede tega počutiš, če te vpraša, če se je kaj spremenilo, jaz pa včasih nazaj kar skočam, ne me tega sprašuj, že stokrat si me tu vprašal. Veš, kaj mislim? Ja. Nisem ti že stokrat povedala. Lahko se pa zmeniš, da imaš kakšen monthly check-in. To je ful dobra stvar, ker jo jaz ful hočem delati v svoji zvezi, pa je ne naredim, ker vzamem. Ampak mogoče si pa lahko malo bolj dosleden, kakor sem jaz. In se potem pogovorite vsak mesec glede tega, kaj ti je fajn. To je pa čisto taka neka basic psihološka fora, da ne vem, si določiš prvi dan v mesecu ali pa ne vem, prvo nedeljo v mesecu in se usedeš in lahko si tudi napišeš, seznameš in poveš tudi stvari, ki so ti všeč. To je najbolj pomembno, da ne greš sam kritizirati, ampak si tako, kaj mi je bilo všeč ta mesec, kaj je cena pri tebi in kaj bi mogoče dodal, kaj bi spremenil, tako. Še nekaj bi dodala, da tu prav specifično za food fetiš se mi zdi res ful ključno, da pač targetiraš to specifično stvar, ki te moti in pol jo recimo probaš spremeniti. V smislu, tebe recimo moti, da imaš kurje oko in Jan si na vse pre tega želi lizati tvoje noge.
Ok, meni se zdi, da bi ti lahko njemu rekla, da naj ti plača operacijo tega, da daš stran, ali pa počaka, da daš stran, ali pa še banjon, da ti da stran in pol ti na vsake 2 tedna plača, da si greš pedikuro narediti in pol lahko liže tvoje noge. Problem je v tem, ker pri tej bradavici, Ma, ne bradavici, ni Ampak če bradavica. je ni? Ja, bradavica Če je ni? nikoli. Ne, nije, A? nije. ne, pač lahko operacija, so mi povedali, ni najboljša rešitev, je pač greš zmrzniti. Saj sem drugače termin za to, sam zdaj hočem si sama, to je stranka full bolitis. Tako da je to problem, je zasno greš lahko na potenco. Banje se pa ne, pač to ne pomaga nič, tako da... Okej. No, recimo, pa če bi Ampak te ja. motilo samo tu, da so ti moje noge ogabne, recimo, pa da niso čiste, pa da bi mi bilo bolj prijetno, če bi imela lepo pedikuro, bi pač mu rekla, pač deva se tako zmeniti. Ti meni, skozi nekaj govorim, da mi mora plačati, ampak ni to dobra zamenjava, pač se meni tudi ni najbolj prijetno ti dati noge v usta, ne? Ja, lahko ti pa je. Čisto odvisno, te recimo ni, ampak Ja. enemu pa je lahko je fulaber. Ja, Tako lahko. da. A še to sem si tukaj napisala. Da nisi dolžen sprejeti vsega samo zato, da ne bi razočaral partnerja. A ne? Ta seksualnost je prostor, kjer se morata oba počutiti varno in spoštovano. To Ja. včasih mogoče je v teoriji lažje, kot v praksi rečem, ampak še vse. Ja, pa tako si predstavljam, da ne bi rabil skozi tako resno jemati stvari, veš, ker če ti nekdo reče, daj mi zdaj prst v usta, pač, zakaj ne bi tako malo probala? Pač pa vidiš, kako ti je, če daš nekomu prst v usta. Ne? Se lahko je tudi tako hihi, haha, fun games, ne? Pa ja, itak. Ja. Ne? No, pa sem pa še naredila en seznamček, kaj pa pač moški v tej situaciji, da ima fut fetiš, kako to se s partnerko pogovorita, ne? Pa bi še to zdaj na hitro šli čez, ker se mi zdi, še vse en pismo, koliko bedno, mislim, koliko fut fetiš je tak eden najbolj pogostih fetišov na svetu, fetišov ali pa kinkov, odvisno pač, kje si na spektru. In imaš veliko možnosti, da dobiš partnerja, partnerko, ki bo za to, imaš pa tudi možnosti, da dobiš kakšne take. Ja. In kaj narediti? Fajn je, kot si rekel, da se pogovoriš o tem, da ne obupaš zavedno, ampak da ne pritiskaš zdaj v to. Ja. Pa, ful dobra stvar je, da pač rečeš, glej, a ti lahko jaz povem, zakaj meni to tok paše? Ja. Pa ne med seksom tega Ne, pogovora, ja, ne? ne med To je seksom. ful pomembno. Ja. Ja, enkrat tako. Da se pogovorite o tem, pa ne, da jo zdaj ti napadeš, meni to zato, pa zato je všeč, ampak rečeš, a ti lahko povem, kaj meni tle všeč, da ji daš priložnost, a si zdaj pripravljena se o tem pogovarjati ali ne. Ja. In pol razložiš, kaj te pri določenih aspektih tega privlači, kaj ti je všeč, in pol ful lažje najdeš kompromis, ker ona reče, ok, se ne moram niti dobrega primera zmisliti, tam tle, kaj je napisan. Zdaj, čist kar neki. Tebe v glavnem ful fajn se dotikati mojih podplatov, zato ker te vzburja, da se pač jih dotikaš. Dej, meni bi bilo, če so umazana, mi ni glih kul, ampak lahko mi jih pa masiraš, ko so pač čista zvečer. In če ona ve, kaj te všeč, ona ful lažje najde tudi neko drugo nadomestilo za to, ki bi šlo nje čez, pa mogoče ti se sploh nisi pomislil na to. Pa bo potem, ne bo mogoče glih čist isto, ampak bo pa close enough. Ja. Recimo. Ali pa če mu je všeč, da je ta del, da si podrejen, če nekomu ližeš stopala ali pa se jih dotikaš, ne? Lahko pol najdeš neko drugo stvar, pri kateri je tvoj partner podrejen, ki je njemu dosti podobna. Tako. In je tako pol bolj zadovoljen. V glavnem za kompromise smo itak že rekli, moraš pa tudi sprejeti to pri sebi, da mogoče pa ne bo šlo čez, mogoče pa sta samo nekompatibilna, kar se tega tiče, in je potem tukaj zdaj na tebi. Ali je to nekdo, s komer si želiš biti, pa to, da ne deli tvojega fetiša do te mere, kot bi si ti želel, da lahko to sprejmeš, ali pa je deal breaker. Ker včasih pa ni neke sredine zlate, pod Ja. kateri bi lahko hodili. Včasih so pa pač same ekstremne. Ja, jaz si predstavljam, da če se dva najdete na tako različnih polih, kot je, da en nema sovraž noge, tako kot ti recimo, pa en, ki jih obožuje, bosta težko oba dva čist zadovoljna. Ja. Ni res tudi tako, jaz imam tako občutek, ali pa težko, zelo težko. Ampak, ko pa veš, ni pa to cel tvoj life še vse, konc dneva. Ja, ni. Ker to je to tako, ne vem, mogoče par ur na teden, ko se pač s tem ukvarjaš, še vseeno je pa cel tvoj relationship, pa vse okrog tega. Tako da, Ja. a ne,
treba je vse vzeti v zakup. Ja. Kaj pa imaš pa še druge alternative, a ne, lahko pa si pomagaš s kakšno pornografijo. Ja. Ali pa pač fantaziraš o tem, sam delaš, karkoli, pač Ja. uporabiš domišljijo. Če ti je to v redu, a ne? Ja. Ne vem. V glavnem, ja. Ni pa vedno srečnega konca, žal. Zakaj pa nastane food fetish? Imamo tudi o tem kakšne informacije. Ja. Tu moramo povedati. Zdaj smo jih tle. No, daj. Ok. Kot sem rekla, to je eden najbolj razširjenih fetišov in jaz sem šla zbrati vse razlage od najbolj pač verjetnih oziroma od najbolj potrjenih do manj verjetnih oziroma teh teorij, ki so. In moja najljubša je, da pač nevrološka povezava v možganih. In sicer center za pač občutek v podplatih in za občutek v genitalijah sta v možganih ful blizu. In pri nekaterih ljudeh pride do navzkrižnega, kako se temu reče, navzkrižnega živčenja in ob pogledu na podplate doživiš iste občutke, kot ob pogledu na genitalije. Ob dotiku podplatov doživiš iste občutke, kot ob dotiku genitalij. Zato je v možganih malo prekrižan to. To je ena vodilnih teorij. Ja. Posta pa še dve. Ena je klasično pogojevanje. To je kakor to že vsi poznajo. To je vedno lahko to resnica. Ja. Ja. Pavlov pes poznaš, ki je hranil psa, pozvonil zvonček vsakič, ko je hranil psa, pes se je najprej pač slinil, ko je videl hrano, potem se je pa slinil že sam, ko je zvonček slišal, ker je to asociiral skupaj s hrano. Ja. Naredil sem eno raziskavo in sicer v 60-70 letih na moških, tako da so jim najprej kazali slike nagih žensk in do te mere, da so se pač oni vzburali, da so pač imeli tudi erekcijo in to, in potem takoj zatem so jim pokazali sliko škornjev. In oni so potem, ne vsi, seveda, ampak eni izmed njih so dobili potem to asociacijo, da ko so videli škornje, so to avtomatsko povezovali z vzburjenjem, zato ker so imeli prej ta stimulus z nagimi ženskami, in potem naslednjič s časoma, ko so videli škornje, so se že vzburjali samo ob pogledu na škornje. To se pravi, klasično pogojevanje deluje tako, da ko vzameš nek dražljaj, ki ni, to se pravi v tem primeru nujno spolen, in ga povežeš z nečim, kar je spolno, velikrat, potem začneš to asocirati pač eno drugo zamenljivo. A sem to dosti jasno povedala? Ja, super si razložila. Sej jaz to poznam in tako, tu se mi zdi vedno ful logična razlaga. Ampak pol misliš, da če bi jaz gledala, recimo vsakič, ko bi masturbirala, te lučitle, Ja. da potem bi me te luči vzburjale na eni točki. Lahko se zgodi. Se pravi, tu se lahko brez, da ti veš, zgodi pri čemurkoli skoraj na svetu. Veš, brez da se ti zavedaš v resnici. Ampak je pa tudi tako, kot sem rekla, pač tudi po tej raziskavi niso vsi moški razvili tega vzburjenja potem ob škornjih. Eni so, ne vem pa, koliko procentov jih je, to pa nisem zasledila. Ampak ne bo se vedno pri vseh. Ja. A ne? Ker najbolj možna teorija je to, da so vse te stvari povezane v bistvu med sabo, do tega še pridem. Ampak verjetno so imeli te moški tudi že v možganjih malo to bližje, malo bolj prekrižano in je potem lažje prišlo do tega. A ne? In tisti, ki niso imeli toliko, kljub temu, da so jim to kazali, ni vplivali toliko na njih. Ja, sem tu bi še povedala, da ta tukaj je bližje v možganih, ne, to je isto, kot recimo, ko imata užitek pa bolečina, ta center sta ful blizu in zaradi tega nam včasih paše, če nas boli. Ne, in je ful nenadzorovano, pač paše ti, če te boli. Možgani sem pač. hotela povedati. No, pa je pa še ena teorija, je pa izhaja iz imprintinga v zgodnjem otroštvu. Kar malo podobno je kot klasično pogojevanje. Razlika je v tem, da klasično pogojevanje se zgodi zato, ker si temu večkrat izpostavljen. Pri tem imprintingu se pa pač zgodi zaradi ene močne asociacije, zaradi tega močnega dogodka v zgodnjem otroštvu, ker takrat so možgani še bolj plastični, bolj hitro se kaj impresira v njih, se temu reče. In lahko potem ustvariš to neko povezavo, recimo, da ko si prvič doživel erekcijo, si bil v osnovni šoli sred pouka in je bila tam učiteljica v sandalih in si pač, a veš, ta erekcija se je zgodila čisto
ker se veš, ko prideš v puberteto, Ja, pač ja, kar ja, pride ja. do erekcije in je bila ona tam v sandalih in je okrog hodila in si tiste pač podplate glih gledal, ker nisi hotel njo gledati tam gor v oči, ker si glih erekcijo doživel, si pač gledal dol in se potem Ja, ta ja. povezava naredi Ja. in ker je bila taka močna, zaznamujoč, ker je bil tak močen zaznamujoč dogodek v zgodnjem otroštvu, se potem naredi ta povezava. Tako da tukaj pa ni treba, da se to večkrat ponavlja. Sem pa naredila eno zgodbo, ki je fantastičen primer, v bistvu, ker gre za kombinacijo vsega tega, ki je en fant razlagal, da je kot majhen fant, mislim, en moški je to razlagal, ko je njegov oče prišel domov iz šihta, se je ulegel, pa zaspal in on je potem te njegove noge vohal. Zakaj? Tukaj pa zdaj ta teorija, ne? Da je kombinacija tega, da imaš v možganjih ta dva centra ful blizu, da si v otroštvu to doživel in ko je to prvič naredil, je doživel to vzburjenje ob tem vohanju nog. Čak, se pravi, on je šel do tega očeta, ki je spal in mu je tako noge vohal. Ja, in on mu je to se je potem ponavljalo. A ne? In prvo je itak to, da je že v možganjih verjetno imel on to dosti blizu, da se je to sploh zgodilo. Potem je bilo pač v zgodnjem otroštvu in ko se je to enkrat zgodilo, je bilo tako močno, da je potem to ponavljal in zaradi tega, ker se je to ponavljalo, se je še bolj manifestiralo vse skupaj in ima zdaj on fetiš na specifično moške noge oziroma moške podplate. In je kombinacija vsega, zgodnje otroštvo, ponavljajoče, pa še v možganjih. Kot ko poveš, se sprašujem, pač, če se tu pa lahko prekine tudi, veš, ker klasično pogojevanje ga ti lahko prekineš ali pa spremeniš v drugo pogojevanje. Lahko spremeniš, da nimaš več food fetiša? Dobro vprašanje, nimam pojma. Okay. To pa nisem nikjer zasledila, iskreno. No, tu pa v naslednji epizodi food fetiša. Pa še manj verjetne teorije. Imaš to, da so noge, podplati simbol moči in podrejenosti. In kao noge, da nekdo hodi po tebi, da se počutiš ponižanega, pomanjšanega in da čutiš užitek v tej igri nadvlade in podrejenosti, da te nekdo obvlada. In potem ampak te so teorije, ki niso tako priznane, potrjene. Okay. Lahko, da je tudi kdaj kaj s tem, ampak prve tri so tiste, ki so vodilne. Kulturni vpliv, da so pač stopala družbeno označena kot nekaj umazanega, kot nekaj prepovedanega. Sicer ne vem, v katerem smislu prepovedanega, ampak okay. In da to poveča to erotično privlačnost. Kaj se veš, nekaj, kar je tako malo tabu, malo umazano. Tu bi bilo zanimivo raziskati, koliko ljudi v Indiji ima food fetiš, ker oni si pa poljubljajo noge, ne? Pa umivajo. Okay, ja. Ne, bi bilo zanimivo videti, koliko je na tej prepovedanosti glede na nas pa na Indice. Drugač, eno zgodbo, ki sem jo prebrala, je bilo od enega fanta, ki je bil v enem kultu sicer in so imeli neko to ritual čiščenja nog in je rekel, da bi mogel mu en fantok, en fant, njemu umiti podplate in njemu je bilo to tako erotično in to ga je zburjalo, da je bil sam tako, ne, fuj, in je stran zbežal in pa so si mislili, da je rasist, zaradi tega, ker je bil pač ta fant črn, ki bi mu mogel noge umiti, ampak je on rekel pač, da njemu je bilo samo to tako grozno erotično, da ni hotel, da ga tam vidijo, da se mu, ne vem, erekcija naredi in to. In ja. Njim je pa normalno, ne, recimo. Drugač, pol je rekel, da je kasneje izvedel, da v tem kultu je bilo nekaj fetišističnega tudi v teh voditeljev, da so upeljali tudi ta ritual. Tako da. Ne vem, meni je večkrat kdo nogo poljubil, ko sem v Indiji hodila okrog. Ja. Stari ljudje, tu je kukr tako znak spoštovanja bil tam. Čisto normalno, ali pa tako z roko pa si dajo tako. Ej, to bom pa malo pogledala, se me ja, zanima. to me pa zdaj zanima. Drugač bomo pa mi naredili svojo raziskavo. Bomo šli v Indijo raziskovati. Jaz sem za. Pol še ena teorija je, da je genetsko povezano, da si lahko rojen s tem. Jaz to malo mislim, da si prav rojen s fetišem, jaz ne verjamem, iskreno. Ampak po drugi strani... Kaj v genih imaš zapisan fetiš? Ja. Ampak po drugi strani pa... pismo. Kaj je to? Sej tu zdaj sem gledala zadnjič nekaj ta epigenetika, ali kaj imajo zdaj te fore, nekaj, tu je vse zapisano v genih lahko. Which is weird, ne predstavljam si točno, ampak... Pa še jaz sem zdaj glih imela to astrološko branje, te moje zvezdne karte. Nisi mi povedala. Ja, ti bom pol. In
In ful mi je bilo zanimivo, ker je rekla, ta, ki mi je to branje naredila, ona je drugače vzgojiteljica in je rekla, je bi šla kar nazaj v šolo, a veš, ker nas učijo tabula rasa, pa nepopisan list papirja. Noben od nas ni nepopisan list papirja, mi se rodimo in tako ene stvari, z enimi stvari se pač rodimo in ne moš na to vplivati, s čim se rodiš. Lahko vplivaš na to, kako pol to shendlaš v življenju, ampak noben ni nepopisan list papirja. Ja. In pa sem tako, pa pismo, kaj pa veš, mogoče pa je kaj tudi na tem, mogoče pa... Vsi, ki imate food fetiš, ki tu zdaj gledate, je domača naloga, da vprašate svojega očeta, pa mami, če imajo oni tudi food fetiš. Ali pa če ga imajo. Ja. Ne? To bi Ja. bilo zanimivo. Pa Drugače. napišite v komentar. Pojva še, zadnja je pa Freudova razlaga. Gospod Freud je pa rekel, da se fetiši, da se to razvije kot nadomestek za odsotnost penisa pri materi. To moram prav prebrati, da ne bom kaj narobe rekla. Da stopala naj bi predstavljala substitut, ampak Substitut česa? pač, ker mati nima penisa. In pol ne vem, če je Pa otrok se ga preveč... nobena mama nima. Ja, sej. On je ful... Aha, ja, ne, bil proti temu, da a ne, mama preveč vzgaja sploh fante, da mora imeti on moško roko in da potem se razvije, če kao, ne vem. So kakšne raziskave glede tega? Ja, to me pa zavrnjena. zdaj Ta njegova zanima. teorija je bila kar zavrnjena. Pač velik, sej on je ful doprinesel, ampak velik njegovih teorij je dan danes ovrženih. Okay. Zdaj pa rada še, da to prebereš, ker tale mi je bila pa tako dobra zgodba, ki jo je pa delil nekdo, ki pa snema pornografijo, food fetiš pornografijo. In se Wow! boš prebrala, ampak on je začel to snemati zaradi tega, ker vse, kar je on videl v mainstream pornografiji, je rekel, pač to je kar neki. Vice, da oni to nimajo tega fetiša in jaz ne moram v tem uživati. Jaz hočem, da nekdo, ki dejansko ima ta fetiš, v glavnem preversi, ker mi je full lover. Aha, veš kaj je pa meni ful dober? Tu, da vsakič, ko tle pridemo tu snemat, ne, sem jaz malo v stiski, ker še nisem kao prebrala tega scenarija. In pol vsakič sem v resnici ful dober mi je, da ga še nisem prebrala, ker jaz se tle počutim, kot da, veš, ful je zabavno, če tako neki prvič slišiš, pa vidiš, pa tako. Jaz nikoli ne vem, kdaj si prebrala in kdaj ne, ker včasih ga pa prebere in je pripravljena. Se Včasih pa velikrat kaj preberem, tako, ampak veš, da bi pa teh prav, zgodbic ne toliko. ne vem, kakor kdaj, jaz tako malo pogledam. Kaj enkrat si rekla, veš, da mi je ful lažji, ko si preberem, pa sem Ja. pripravljena, pridem, pa vem, o čem se bo šlo, pa si naslednjič spet tako, ja, jaz to prvič slišam. Jaz tako, kaj je zdaj resnica? Ja, vsakeč nekaj drugega. Ok. S snemanjem food porna se preživljam. Spomnim se, da sem fantazije, ki jih danes snemam, imel že v vrtcu, ko sem sedel za mizo, moja učiteljica pa je bila predmet moje naklonjenosti. To gre še dlje nazaj do varuške, ko sem bil star 4 leta. Stalno poteka razprava o tem, ali je fetiš nekaj, kar pride iz okolja ali je gensko pogojeno. Osebno mislim, da je lahko oboje. Pravo vprašanje pa je, ali se svojega kinka ne sramuješ. Če te je sram ali se počutiš nelagodno, nehaj s tem. Če o tem govoriš ženskam prehitro, nehaj s tem. Če to skrivaš pred ženskami, nehaj s tem. Obstaja zdrav način, kako to vključiti v svoje življenje. Vsak ima nekaj. Torej, stvar je taka, ko vstopiš v nišne trge spolnosti, profesionalci več ne zadostujejo. Mora biti pristno. Približno 5 let, preden sem začel s tem, sem na internetu našel food fetiš porn in iskreno me je spravilo v bes. Profesionalci nimajo fetišev, ki izvirajo iz vrtčevske klopi. Moj problem s tem lahko povzamem zelo preprosto. To delajo narobe! Z velikimi črkami. Ugotovil sem, da bodo te produkcije vsako leto izdajale eno in isto, zato sem se odločil, da bom kar sam snemal z navadno digitalno kamero. Leta 2005 sem imel že ogromno posnetkov food jobov, ki sem jih 2 leti snemal s svojo partnerko. Našel sem food fetiš forum, kjer sem omenil, da to imam in ponudil, da videe članom posnamem na CD. Takrat to seveda ni bilo izvedljivo, pošiljanje po pošti bi bilo noro in en član foruma mi je povedal za stran s plačljivimi videi, ki bi prodajala moje posnetke in vzela delež. Takoj sem pristal, ne zato, ker bi mislil, da bom zaslužil, ampak ker sem imel vsaj brezplačen prostor za objavo. Potem je stvar eksplodirala. Rekel bi, da je moja partnerka med top 5 na svetu, kar se tiče food job talenta. Moral sem pustiti službo samo zato, da sem sledil temu nenadnemu preobratu. Crazy! Moja teorija se je izkazala za pravilno. Profiji preprosto ne morejo ponarediti pravega fetiša.
Ljudje hočejo videti amaterje z navadnimi kamerami in domačimi scenami, ker samo tam obstaja tista iskrenost, ki eksplodira. Spomnim se, ko sem pri 19 našel food porn na internetu in si rekel, a res obstajajo še drugi, ki so si predstavljali isto kot jaz? Nisem tip, ki bi razmišljal o denarju. Kar me uspava po noči, je misel, da nek 18-letnik, 10 let mlajši od mene, naleti na mojo vsebino in reče točno to. Okay. Kaj se ti zdi? Ja, zanimivo se mi zdi tudi, ker zdaj nisem nikoli pomislila na ta aspekt, da dejansko lahko porniči koga tako malo pomirijo, kakor v smislu, fakt se obstajajo pa še drugi. Ja. Malo je tako. Community, tako building v bistvu. Ok. Še par zgodb partnerk preberem, ki so navdušene nad food fetišem. Ja, samo da povem, zakaj sem to še vključila. Aha, Glavno, jaz, ko sem prebrala prve zgodbe od partnerk, ki se jim ful ni zdel cool, da ima njihov partner food fetiš, sem rekla, veš kaj, to je samo ena stran kovanca in zdaj, če to gleda nekdo, ki ima food fetiš, da ne bo mislil, da zdaj pa boš, da to ne deli z nobenemu, ker bo prišel na zid. Sem rekla, da bom jaz najdla še zgodbe pač žensk, ki jim je pa to cool, zaradi tega, da vidijo, da ni vse samo negativno, da lahko tudi ful pozitivno. Ja. In sem jih najdla ogromno, sem jih pa ene par pač tale noter dala, da jih preberemo, ker se mi zdi dobro, da pokažemo vse aspekte. Ja. Prva. Tu so vse različne, ne? Ja. Obožujemo to. 3 klicaj. Nenehno masiranje stopal in pedikure. Sem malo divja v spalnici, zato res uživam v vseh kinky stvareh, ki jih počneva. Pravzaprav sem običajno jaz tista, ki začne. Edini del, ki me moti, je zavedanje, da si ogleduje stopala drugih žensk. Sem res. To, kar si ti rekla. Kaj sem Dokler so rekla? moje noge, je v redu. Sem ti si bolj mislila to, da nisi sam... Čak, jaz sem prej razumela, da si rekla, da dokler tvoje noge gleda, je cool, da do drugih pa ne. Ampak Ne, to je bilo pa... v bistvu ne, ni nisem bilo to mislila. Po moje sem mislila, dokler on moje noge liže v redu, jaz sem, da jaz njegovih ne bi. Ja, ok. Wow, zanimivo, se pravi, če imaš ta fetiš, pol ti je v bistvu cel svet en velik fetiš. Ja, Tako. poletje je... Oh, my god, mogoče greš pol sem zaradi tega na sprehod ven. Pa prideš na plažo in tako po nesreči vidiš moje noge in si tako... Ne, po moje pa ne. Po mojih pa vidiš in si tako, noge, vse noge so cool. Ok, slednja. Poročila sem se z moškim, ki ima fetiš na stopala ali bolje rečeno kink, ne fetiš. Res je zabavno. Ogleduje si tudi stopala drugih žensk in jih komentira. Meni je super, ker si lahko privoščim manikuro, pedikuro vsak drugi teden in imam neomejen proračun za čevlje. Pač perfekt. Točno to, kar sem prej rekla. Ja. Perfekt. Po mojem mnenju je to najboljši kink, ki ga moški lahko ima. Poleg tega imam luštna stopala in neverjetno gibljive prste, tako da je to res popolna kombinacija. Najboljši del pa so bonusi. Pedikure so zdaj vključene v naš mesečni proračun. Matej, kera promocija food fetiša? To so še navodila za vse moške, ki imate food fetiš. Pa želite sam, baby, neomejen proračun za čevlje pa pedikure in Ampak to. tu je resnica. Resnica, veš, kako pol tu pogojiš s nečem pozitivnim Ja. tudi in tudi njej rata pol všeč. Veš, kaj To mislim? mogla sam to povedati na začetku, pa zaključati. Najboljši del so bonusi. Pedikure, mesečni proračun, masaže stopal so neverjetne in zdaj imam zbirko luštnih nogavic, prstanov za prste, gležnarjev in sandalov s trakovi. Obožujem, ko se moški igrajo z mojimi stopali. Iščem moške s fetišem na stopala in običajno vprašam fante, ali jih to zanima že kar hmalo, če začutim, da bi se najino druženje lahko razvilo v nekaj fizičnega. Prav tako redno hodim na pedikure, da so stopala lepa. Ok. Ja. Super. Za konc pa ne gremo na intimni kotiček. Sem se pa res še tlele zbrala ene par nasvetov strani moških, ki imajo food fetiš. Tako da to so pa tips and tricks za vse ženske in moške, ki imate partnerja, ki ima food fetiš in bi ga radi mal pocrklali. Ok. In to so pač rekli moški, da jim je ful seksi, kad delajo Ok. partnerji. Ok, da hodiš bosa po stanovanju, Ti ne hodiš prosto po stanovanju. pa polet ponovadi v štumfih. Okay. Tako da ja, tam gre ti naštimaš in to je to. Bo V skozi belih, bosa. nizkih štumfih
In pol imaš umazane podplate in pol se moraš tako usesti, da vidi umazan podplat. To bi bilo sicer všeč. No, naprej. Potem, da ka seksata, da mu rečeš, da naj mu pride na tvoja stopala. To je taka enostavna, se mi Ja. zdi. Pa ne rabiš niti, veš. Ja, ni nobeno škodovan preveč. Ja. Če pa hočeš biti full ekstra, pa lahko tudi foot job narediš, da ga z nogami Ja. po penisu plik, plik, plik. Ja. To se mi pa zdi kar težko. Veš, kako mora to tvoj kor pač delati. Sploh ne razumem tega, čeprav ti imaš izkušnje, ki plešeš pole dance, to je podobno. Ja, ni podobno. Ne, veš, tako mislim, pač v stopalu, ne? Ja, pa se jaz to ne delam pa drugo tako. Pozicijo sem mislila na stopal. Sem mislila, da misliš za tega, ker ti ful Ne. trebušne mišice delajo na drugo. Ne, pozicijo Ampak stopal, ja. tako. No, recimo. Komu daješ blowjob, bod na trebuhu z nogami v zraku, tako da imaš noge gor, a veš, kaj si na trebuhu, pa imaš tako pokrčene, pa da imaš tako podplate v špičke, pa da delaš tako plik, plik, mahaš. Ja, sem res. Ja. Wow, kakšni dobri nasveti, tako enostavni. Ano, da. Taki, ki bi bil vsak lahko sprejel ta kompromis, če ima Drugače, ima tvoj partner tu, pač dej noge dvigane, medtem ko mu, ko ni to Ja, normalno, tako, kaj pa je to tako. problem? To, da mu probaš narediti foot job, a ne, pa lubrikant uporab zraven nujno, full lubrikanta, da je tako. Ja. Vprašaj ga, kje barve naj bodo nohti na nogah, ko greš na pedikuro. Ja. On ti ne da podnar za pedikuro. Ja. In prosi ga, da ti zmasira podplate. Pač tako. Ja. A veš, to je dobro, ker ponovadi ženske, to jaz vidim na družbenih omrežjih, jaz ne vem, skozi ti pa mulijo noge, kako gledajo film, pa tako, da mi jih masiri. Če imaš ti pa s foot fetišom, pač on bo vesel, če boš ti njemu rekel, da mi malo zmasiri. On bo še prosil, da ti jih sem zmasira. res. Da. Fak, kjer je propaganda. Ja. Zdaj bomo vse iskale, samo moške s foot fetišem. Tako. Wow, super. Ja, pa recimo nogavice lahko pustiš, tako si jih sezuješ pa kavču. Pa greš spat. Je to. Na, recimo, če nočeš biti deležana v kakšni stvari. Ti zdi, da imaš zdaj malo več foot fetiša, kot si ga imela prej. Jaz? Ja. Mislim. Pač, iskreno, še zmer ne bi jaz lizala zdaj njemu stopala, ampak bi pa z veseljem bila z nekom, ko ima foot fetiš. Ne mi zdaj tu pisati. Shit, ali pa kredajte. Zdaj sem si samo predstavljala nekoga, ki mi neskončno časa masira stopala. In tu mi fulja dobro. Eto. Kaj pa ti imaš več? Jaz sem ugotovila, ker sem to skozi tako imela abstraktno, da mi pač kar nekdo to reče, ampak pa ko pomislim, da bi pa Jan, sem pa tako, pa za njega bi pa po mojem že naredila. A veš, Ja. to mi pa ne bi bilo. Drugače sem mu rekla, pač, ker sem to epizodo pripravljala, pač, da o tem zdaj gledam. In je on rekel, in kaj če bi ti jaz rekel, da imam foot fetiš? In sem tako, ja pa ga nimaš, ker vem, da ga nimaš. Ja, se res ne. Kaj pa tako- če ga ima? Ampak če, ja se, a ne? Veš kaj? On je edina izjema, ki bi bila tako. Ja, In zdaj vidim, in to prej nisem vedela, zdaj to vem, da pa v bistvu nimam toliko. Evo, mogoče se pa že spremenjam. Ja. Pa veš kaj, lej, se včasih tudi si tako, recimo, ker ti niso bile všeč tvoje dlanine. Zato, ker Veš nisem pa imela nohti. takih lepih nohtov. Sej, pa tu predstavljaj si, da si daš zdaj na noge tako pedikuro in tako vse narediš in te prstane. Wow. Ne? Ja. Super. Ok. Ja, hodo. Je drugače? Imate vi kaj manj Wow. ali pa več food fetiša v komentar zapiš, če so ti A zdaj imaš bolj ti? normalni podplati. Noč. Ne, Naš snemalc zmajuje z glavo. nismo dobro predstavljali, mogoče se moramo še sezuti. Čaka, ga imaš že, pa ga nimaš nič več, ali je že največ, kar ga lahko imaš? Indiferente so. Indiferenten je. No, On je rekel, da mu je vsak dan del ženskega telesa všeč. no, se to najboljši odgovor. Ok, prej gremo na Never Have I Ever, imamo še en intimni kotiček. Danes mal drugač, čist na koncu. Ja, nikoli ne veste, kaj lahko pričakujete. Ne, tle. Jaz sem drugač moško igračko, tako da lej, se splača gledati. Boš Najprej prva? ti, najde ti. Ti imaš tako, kot ti ni všeč, zdaj ti. Ti si že povedala, jaz sem hotel, da je tako. veš, ja, Oh my god, gledajte, in pa bo tako, haha, sploh Sorry. ni, sploh ne. Vam bom razložila. Ja, zdaj. se jaz ne razumem več prej, ker sem jo videla, sploh mi ni jasno. Dilda nisem vzela. Na, lahko to napihneš. No. Ni to isto, ker nimam mod. Jaz pa nisem nobenega dilda sabo prinesla. Pismo. Daj mi unga tam, lovko. Pa ugasem to vibriranje, ki me prav. To je bilo samo navihovanje. Ja, no, vsega lahko. V glavnem. Ajde. Tole
je ful hecna stvar, ki na prvi pogled ne razumeš, kako se uporablja, ne? Ja. Ampak fora je v tem, da daš to tako gor na penis. Au, pol las vam pobrala. V glavnem, tako pride gor, ne? Zdaj. Čak. In zakaj bi bilo to na zgornji strani ta stvar? Zaradi tega, da kad seksaš, da je prvo kot prvo na penisu vibrira, a ja, zdaj za une, ki samo gledajo. Torej, jaz imam tukaj tak obroček za penis in moda, to se pravi, gre okrog penisa in mod, in pol je en tak, koliko za en prst dolg in za en prst debel podaljšek, ki se v bistvu nasloni na zgornji del penisa. Okay? Tako da, kot da bi bil penis pol še malo debelejši, pa vibrira in stimulira potem ob enem penisu. Gre noter Ja, noter. v tebe. Ja. Tako da, ena stvar, ki meni jasna, tisti, ki gledate, vidite, da je to tako malo dvignjeno. In pač to ne moreš kar noter, da pač ne moreš ti kar prodreti s tem, moraš se malo, ne vem, fora je v tem, preden sploh pove, fora je v tem, da jaz sploh ne vem, kako ne bi to šlo noter, jaz sem komi čakala, da zvem, ali je to noter ali ne gre. Jaz mislim, da se vidva nekaj narobe naredila. Kako tu poslušam, mi ni jasno. Ja, mi na to nismo sploh dobila gor. Sej. Ker ti moraš to spraviti čez moda in čez penis. In to je premehen, ta obroček je premehen, da bi šlo čez oboje, pač vsaj troje, pač čez oba moda in čez penis. Ni šlo. Probala sva na vse pretege. Ampak sem premalo se raztegne. Premalo se raztega, pa tudi premehen je. Pač jaz sem pa tako s prsti šla okrog, ne, tam, ko bi mogli to se usest, in pač s prsti sem ful je mehen. In to bilo še preden je bil penis v erekciji, ker to moš itak preden gre penis v erekciji dati gor, a ne? In pa, ko je v erekciji, itak še bolj debelo vse. Ampak, mislim, meni se zdi ta obroček drugače kar širok, tako da jaz ne vem, kakšne imamo različne standarde mogoče, ali pa ima Jan ful velik penis. Ker ni? Ja, ne gre, ni šlo, presežem, da ni šlo, sem bila zraven. Ja, razumem, ampak Ja, ne vem, ni. kaj tako ima debel penis, da ti to Je pa še nisem penis, ne, nisem A penis, še moda so, to je fora. ja. Ne moreš pa sam na penis, ja, na penis Ja, pa nima toliko debel, da bi razumem. celega za A ne moreš zafiral. dati samo na penis? Ja, ne moreš, ko bo dol padal. Razen, če ima pa res toliko debelga. Če pa toliko debel penis, kot je to, pa ja. Razumem. Ja. Ja, zdaj razumem. Tukaj jajca manjkajo, zato je potem. Ja, in se pravi, čez tam čez ni šlo, ker Ni se ni šlo. dosti raztegnilo. Ne. In sem bila ful razočarana, ker sem res me je zanimalo, kakšen bo občutek. In ne vem. Tako da, če kdo, se moram dati na Instagram, če kdo to sprobal, me zanima. dej. Če kdo to že sprobal, pač povejte mi, kako vam je, ker jaz zdaj očitno to nikoli vedela. Lahko to malo probam, pa si pa probala na kak dildo natakniti, pa isto ni šlo. Ne, na dildo gre brez problema. Zaradi tega, ker je šlo v drugega konca, tam, kjer je dno, ga lahko tako čez daš, malo Jaz pogledaš. tega ful ne razumem, tega tle gor. Pač meni bi bilo bolj Ker veš jasno, da bi kaj? bilo to tako, da bi bil nadol, a veš, da bi bil ta del tako, da bi se potem s penisom, da ne bi bilo tega hribčka, da ne bi bilo ker to se po malo zatakne pa lahko. To se pravi, če ti seksaš, pa daš to malo preveč ven, potem ne moreš spet lepo noter prodreti. Se mi zdi, da moraš pol ful shallow stroke delati. Pa tudi veš, kaj je fora, ne? Da unika so tako za zdraven za noter med, ponovadi, ko grejo v žensko, uniko kar vibratorji za pare, ko so ko ena sponka, nikoli ne gre vate neki, kaj je tako trdo, kot je tu. Veš, kaj mislim? Ja. Lej, tu je pač tako čist trdo, niti malo gibljivo. Meni je ful čudno, da bi tu šlo Kaj če noter jaz to tebe. pa narobe hočemo Saj uporabljati? tu, meni se... Čak. Ker zdaj, ali pa da bi tu moglo iti recimo čez moda, se tu je zdaj neka hiša eksperimentov tle, ampak recimo, če bi tu moglo iti tle samo čez moda, ne vem, da je, tu zgleda kot nek vibrator. Zdaj se bom toliko neumno počutila, če jaz to narobe Na sem mislila, da se prstni- uporablja. Nek tak naprstni vibrator. In da bi tu moglo biti ženski na klitorisu. In tu bi lahko bilo na klitorisu samo v primeru, če moraš ti čez tu noter samo moda dati mogoče. Fora je v tem, da jaz sem že to pač od ene druge firme, to igračko raziskovala in tam je pač tako pisalo, da se uporablja, ker je bila še slika. Tle pa nič ne piše, tle sploh ni navodil. Zdaj se jaz počutim prav stupid, ker to se ne da tako uporabljati. Jaz vem, da nisi ti glupa, ne, ampak jaz sploh ne morem ugotoviti. Tle smo prišli predstaviti vam igračko in sploh ne vemo, kaj se dogaja. Bom jaz... Zdaj se... moj bog, ja ne vem. Ne, sej, čist možno, da je to resnica, Lucija, da se tako Pač uporablja. mogel bi veš. biti sam... Samo
tu je res weird, ne, da bi šlo tu vate noter tako pod tem kotom, vse ne bi šlo noter v resnici. Zares. Tu bi te tle pikalo čisto, no, tu da. bi se zaletavalo Veš, kako vate. bi sploh naredil Čist. prostor, da to noter, ne, I don't know. Mah. Se pravi, ne, on bi šel, ne, tu ne bi šlo vate not, on bi šel s penisom vate not, ne. Tako. In ta bi bila vmes na klitorisu gor. Se pravi, tu bi gre po moje sem čez penis mogoče. Vem, sem to, če In se je tako tako na dvigne, klitorisu to meni gor zgleda dol. v redu. Tako? Ja, pa ti nimaš tako ploščatega telesa, da bi to kar tako šlo. Ti imaš za eno roko to. Ne bo, ni. Wow, crazy! Ne vem. Lej, prva Zdaj stvar, ki se- ne razumem. Zdaj se počutim malo stupid in mogoče I don't understand it. Bom jaz to še malo pogledala. A veš, da pa nisem nič pogooglala. Jaz sem bila tako, it doesn't work. In to je bilo to. Ja, Kjer so raziskovalec sem jaz? Bom ne, jaz to pa še malo tudi ful pogledala. je čudno, da tu nikjer ne piše, da bi bila tako neka taka čudna igrača, ki pol kar ne piše, kako se uporablja. No, povej No. zdaj ti, kaj imaš, ker tole ne bomo ugotovili. Jaz imam pa napihljiv Revit vibrator. Ok? In pač zgleda tako, ne? Čist navaden Revit vibrator, silikonski, od vse te stvari, tle ima to ročko, da ga daš enostavno not pa ven in ima vibracijo, posebej se ta upravlja, pa posebej se ta upravlja. In ko tudi tako napihneš, ne, tle držiš in se napihuje. In sploh čisto v resnici, ko se do konca napihne, ne zgleda tako veliko, ne? Zdaj, sorry, za ta zvok. Ko se tu sploh kaj? Ne, mislim, da se zdaj ne. A pa dejansko čutiš, kaj napihne noter? Kok? Kaj? Prazna baterija je mogoče. Aha, ne. Ok. Ne, tako. Meni so kar skeri te, ki se napihnejo. No, lejte, tu se drugače napihne, ne. Jaz ne vem, kaj se dogaja. Glavno, ene tuk se napihne, tako kot da bi bila moja pest, recimo, ne. In ful ne zgleda, kot da se veliko napihne, ko se napihuje, ampak v resnici, ko daš tu noter v sebe, čist drug občutek. Ja? Tu je kot da bi pač ti tako rastla neka bomba noter v tebi. O moj bog, a veš, kad tip sam penis tako naredi, da naredi blunk, blunk. To je pa Aha. tako na steroidih. Ja, in tu v vse smeri gre. Jaz mislim, da je tu podobno fistingu. Zadnjič, ko smo se na delavnici od Lucije ful o fistingu pogovarjali, sem se jaz pol spomnila, ker smo ugotavljali, kako daš roko not, ne? Ker je težko vsaka pest, kar noter vate, tu rabaš. In pač tle se napihne direkt do velikosti pač ene dobre pesti. In ti tako zaobjame, celo notranjosti zaobjame. In je ful zanimivo. Pa veš, kaj je še zanimivo? Da včasih, ko imaš Revit vibrator, pa ga daš ven pa not, ne, on gre dejansko ven pa noter in nič zares ne pritisne na G točko. Okay? Če pa je napihnen, ga pa ne moreš dati ven. In pol, ko ga vlečeš, on dejansko vse, kar dela, je tako pritiska na G točko. Wow. In se tako tak pritisk ustvari. Razumeš, kaj mislim? Ja. Ne gre ven pol. In je ful dober. In zraven še vibrira, valjda? Tu lahko posebej upravljaš aplikacijo, in je v bistvu ful dober. Nisem si mislila. Sem mislila, da mi bo tako brez veze, veš, da ne bom sploh nič čutila. Ampak kako se neke take stvari v resnici ful čutijo. Upam, da ste prej videli, ko sem enkrat napihala, ker zdaj pa mislim, da je baterije zmanjkalo, pa da se ga ne bo več dalo. Ampak tako, če hoče kdo fisting probat, se mi zdi super. In isto imaš take banje za analno, ki se isto napihnejo. Se mi pa isto zdi pa za analni fisting. Ful dobra alternativa, da tako vidiš, če ti občutek paše, ki ga vsi vedno opevajo in mi bi probali, ampak do tam ne moramo priti. Ne? Sprdano. Ja. To pa, to pa zveni fulobar. Ja. Ja, tudi je, Crazy. ampak se moraš pa malo greti, zaradi tega, ker če ga do konca napihneš takoj na začetku brez, je ful intenzivno, kot da bi enega otroka rojeval. Tako, A ga ful lahko zanimivo. staviš napihovanje? Ja, ustaviš ga lahko na kjeri Okej. točki hočeš. Se pravi, ne rabi biti tuk ali pa tuk. Ne? Vmes tle tiščiš in se napihne, ko krčeš, pol pa dvakrat klikneš, pa se takoj izpihne stran. Ko bi ga ocenil od 1 do 10? 9, kar se mi zdi, da bi se mogel še malo bolj napihati. Pač tako, da bi bilo res ekstra, veš, da bi res Ja. videl, kako je, če imaš pač tako eno veliko pest vse. Zato pa so pol po mojem že uni baloni. V glavnem, napihljiv, Revit, 9 od 10, ker bi rada, da se še malo napihne. Dobite ga na pitch pop skodo med nama 10. Ja, pišpa.si, za Oh. tebe poskrbi, če hočeš vedeti, kako je fisting. Wow. Cool. Drugač mi zgleda bolan. Ja, Never have I ever. Nikoli nisem,
tisti, ki ne veste. Ne bi bilo smešno, če bi danes na mestu na roki mogli dajati prste na nogi dol. Ne bi šlo. Ne za res, pač ne bi šlo. Ampak, okay. Bi bilo dobro, drugače, se strinjam. Damo roko gor za vsako stvar, ki si jo že naredil, daš prst dol, tisti, ki ima največ prstov dol, gre v zapor zaporedne. Nikoli nisem masiral stopal partnerju. Sara dala prst dol. Nikoli nisem prejel ali izvajal food joba, to se pravi, da drkaš penis z nogami, s podplati. Sara razmišlja, jaz vem, da Pač nisem. enkrat ne hote tako. Ne Ne hote, pač tako. No. Sara je. Malo Kdaj? hote. Okay. Okay. Nikoli nisem polizal stopala. Sara dala prst dol, a kakšni čisti punci ali? Mislim, da je bilo tudi nečistno moškemu enkrat po nesreči. Veš, to je bilo točno uno, ker pač itak ne veš več na koncu, kaj ližeš. Ja, Nikoli nisem seksal oblečen v fishnet žabice. Fishnet. To so dale po obe dol prst. Nikoli nisem gledal food fetiš pornografije. Sara dala prst dol. Ti si tudi gledala v raziskovalni namen. Dejno, da si videla, kako izvajajo ta food fetiš, sem kar je videla, pač ja. fucking crazy, no pa si gledala, kaj se lažeš. Ok, oprosti, sem dala prst dol. Nikoli nisem kupil posebnih čevljev ali nogavic samo za seks. Obe. Kjer pa? Kaj si pa kupila? Pa tako, viš, kakšne žabice pa to. A ja, ja, Ali pa kakšne do kolenke, pa Ja, to. ja, Pač pa so bile samo za seks. Ja. Nikoli nisem v spalnici uporabil hrane na stopalih. Kakšno peno. Kaj si pa? Zihar. Ma vse, se veš, kako jaz sem tu jedla torte in vse cekla, Res? tako da to je bilo svašta vsega. No, Sara je dala prst dol. In jaz imam, se imam pa 3 dol. Ko imam pa to, sem si jaz kaj razmazala. Na prstih imam neki maskarol, kva. Ok, super, Sara gre v zapor. Okay. A moramo še kaj povedati? Čakaj, moram te samo poklent. Pofollowajte nas. Kaj še? Skin kondomi, juhuhu, najboljši kondomi. Ne vem, to nismo povedali danes. Ma vem, pa še enkrat, da povem. Kaj še? Pičpa.si, Sara Povše, followajte naju, Lucija ima ful dober Instagram. Dej. Zdaj bomo imeli tudi delavnice, tako da Pomagaj mi. spremljite. Oziroma, zdaj niso več delavnice, zdaj smo to nadgradili, evolvali, zdaj bomo imeli ženske kroge, tako da meni je zelo žal za vse moške, ampak zdaj bojo ženske prišle na svoj račun. Vse bomo še za moške kaj naredili. To je pa tudi res. Vse v svojem Nič. času. Napišite nam kaj. In Kaj se nam vidimo. povejte in se vidimo naslednji teden. Jo, jaz sem Adijo. tako lačna zdaj, da sploh ne morem se več niti posloviti dobro. Čau!